Živja, evo, video dan začenjam v Vipavi, kamor sem se pripeljal iz zmrznjene in zasnežene Gorenjske. Sicer se pri nas sneg že počasi taja, ampak mraz bo pa še dolgo vztrajal, tako da greh bi bil, če ne bi izkoristil tega lepega vremena, ki ga imamo na Primorskem, pa odpeljal en dan vzunaj na kolesu na svežem zraku. Zwift sezona bo še dolga, tako da če imate le šanso, pridite sem, izkoristite dan ali pa dva na kolesu vzunaj, ker bo tudi preostanek sezone na trenažerju pol veliko lažje odpeljati, pa veliko lažje bo pričakati pomlad, pa spet lepo vreme. Tako da ja, pojmo. Evo, v planu imam odpeljati en lušten krog, majčkeno manj kot 100 km. Glede višincev pa tudi ne bo prav veliko, mislim, da no. Tam maksimum 800, mislim, da je. Vreme je prečudovito, toplo je, ni vetra, kaj češ lepšega. Je pa tako, da sem tudi že v soboto bil na kolesu, bil sem na obali, pri Kopru, tam sva s kolegom odpeljala traso od istrskega kolesarskega maratona in moram reči, da če pa kaj fajn, pa če kaj dober občutek, je pa to, ko prideš po dolgem času spet ven na svež luft, da se premikaš, da imaš, ne vem, je nekaj svojega, no, tako da, če imate le šanso, pojte. Glede na to, da nisem na nobenem dogodku, pa da se vozim sam, da video ne bo preveč dolgočasen, lahko eno rečemo o motivaciji. Je pa tako, da bom naredil voiceover, ker je prelepo zdajle, da bi se zgovarjal s kamero. Tako da, evo, motivacija. No, pa dajmo. Za to temo sem se odločil zato, ker me je nedolgo nazaj en kolega vprašal, kako najdem motivacijo, da sem po zimi toliko časa na kolesu. Nekje sem prebral, da je motivacija glavni element za postavljanje in doseganje cilja. No, s tem se ne morem čisto strinjati. Res je, da za tisti začetni zagon še kako prav pride in je tudi nujna, problem je pa pol edin ta, da velikokrat hitro izgine in da se znajdemo v enem začaranem krogu, ki ne pelje nikamor. Tukaj na vrsto prideta še dva dejavnika, ki sta mogoče majčkeno bolj pomembna od motivacije. Vztrajnost in disciplina. Sam si vse skupaj predstavljam kot en trikotnik, na sredini je cilj, ki si ga zadamo, vsak kot pa zaseda eden od naštetih elementov. In če si vse to dobro postavimo, je naša pot do cilja, ne bom rekel lažja, ker je lahko še vseglih težko, je pa sigurno bolj znosna. Ampak danes je govor o motivaciji. Sam verjamem v to, da se moramo zmotivirati sami, ker če bomo samo čakali, da se nekaj zgodi, ne bomo prišli prav daleč. Tako kot obstaja več načinov, kako se zmotivirati, obstajata tudi dve vrsti motivacije. Notranja in zunanja. Pri notranji nekaj delamo zato, da se na koncu dobro počutimo, pri zunanji pa zato, da na koncu nekaj dobimo. Zdaj, če vprašaš mene, ni slabe motivacije. Dokler te žene naprej proti cilju, ne škoduje drugim in te drži v dobrih navadah, je to to. Za primer bom povedal, kako se za kolesarjenje zmotiviram sam, ker tudi meni se velikrat ne da, ampak sem si postavil, lahko bi temu rekel, varovalke, da ostanem zmotiviran. Najbolj me naprej žene misel na to, da imajo treningi namen. Ker če vem, da za nekaj treniram, se lažje spravim na kolo tudi takrat, ko se mi ne da. Zato sem se skoraj 1 leto naprej prijavil na dogodek, ki bo zame kar velik izziv. S tem pa dam kljukico tudi notranji motivaciji, ker vem, da če mi uspe odvoziti, kar sem si zadal, se bom počutil super. Tako kot sem rekel, imam pa tukaj še varovalko, to je pa ta, da sem svoj plan objavil v YouTube posnetku. S tem zanj ve veliko ljudi in vsi računajo na to, da mi bo uspel, kar me pa spet žene v trening. Pa ne rabiš zdaj svojih ciljev objavljati na vseh platformah, ker vem, da je scary in da je za koga mogoče celo preveč. Dosti je lahko že to, da jih zaupaš bližnjim in kolegom. Načinov, kako se zmotivirati, je ogromen, tako da treba je samo najti tistega pravega, ki je najbolj primeren zate. Super bi bilo, če v komentar napišete, kako sami pridete do motivacije, ker mogoče pa s tem komu pomagate. Super je, res.
Mislim, da bom zdajle bom kmalu na meji, tako da bom nazaj v Sloveniji. Tukaj pa mislim, da bo zdaj majčkeno manj prometa, ker na cesti od Vipave proti Novi Gorici je cesta kar prometna. Tukaj sem pa zdaj vseeno majčkeno bolj umaknjen na stransko cesto, tako da mislim, da bo majčkeno bolj, no. Evo, tako kot sem rekel, tukaj je veliko manj prometa, kakor na tisti strani, tako da je prav fajn. Pa tudi vse ceste so zelo suhe, ni spolzko, ni mokro, odlično je. Je živ. Ja. Ej, koliko si lep. Ja. Kjera faca. A niso legende. No, v tem lesenčenem modelu je pa zdaj majčkeno bolj brez pritisnil, ampak se da zdržati, ni nobene krize. Do Vipave imam še 12 km, pa sem tam. Pazi. Tale mama pa ne vem, če me je videla. Moramo kar merkati nase, no, takole. Zmer moramo gledati na ta način, kakor da nas tista drug ni videl. Tako bo najboljš. Pa nočem biti pameten, vse se hitro lahko kaj zgodi. Ampak mislim, da če bomo vsi merkali, je ta šansa veliko manjša. Takole, ko je senca, se je majčkeno ohladilo toliko, da sem dal tele rokavice gor. Ampak do tukaj sem cel dan vozil komot brez njih. Res je toplo, razmere so super. Sem pa naredil že 80 km. Nekaj je za en tork. Čist lušten. Fertik. Če smo že glih pri motivaciji, dobra motivacija je lahko tudi ena dobra sladica za medvadbo ali pa po vadbi. Takole, na koncu se je nabrali dobrih 87 km pa 1000 višincev. Glih majčkeno več kot 1000 novih višincev, kar je več, kot sem si mislil, da jih bo. Ampak ni bilo nič hudega, ni nobenega hudega klanca, je skozi majčkeno gor dol in očitno se tam toliko višincev pol tudi nabere. Kar se tiče vožnje, je bila vse skupaj bolj cona 2. Nisem se nič držal kakšnih posebnih vatov, res sem se bolj afnal s kamero, pa res sem si vzel na easy, tako da je bila čist za dušo tale vožnja. Če imate šanso, vzemite dopust, zlovdajte si tole traso iz Strave, ki sem jo danes odpeljal, zapeljte se v Vipavo, pa sam gasa, res nimaš boljšega. To je to, če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, vsak like prav pride, vsak share prav pride, to je pa to. Se še vidimo. Živ!